Ne vem, kje te kosti od kitov ležijo, kaj da ni nič. In rekla, južni konc, gremo jadrat. Noč so obtičala, avto ne gre več ne naprej, ne nazaj. Kjerkoli sem se do zdaj vozil, ne vem, če je bilo v Ameriki kje, da je toliko redko poseljena, da ne vem, se peleš pol ure in nikjer nobenega in pol vidiš eno hiško čist na samem, pa hektari zemlje okoli in si rečeš, pa kva ti delaš kle? Po drugi strani si pa rečeš, kakšen ljubi mir imaš. Ker ima Islandija toliko malo gozdov, si veliko hiš naredi prav neko oazo dreves in si posadijo 3-4 drevesa na svoji parceli. Ni toliko doma, ne, da rečejo. Jaz imam pa drevo. Dobrega veje. Nerealno. Vatnajökull, nekaj takega. Tukaj imena v Islandiji ne mogoče izgovarjati. Je pa to največji ledenik v Evropi. Kaj da pomeni, da je največji? 8% Islandije pokriva, pa poprečna debelina ledu v tem ledeniku je 380 metrov. Poprečna? Poprečna. Najglobje pa 950. Ta debelina ledu. To je pa v bistvu, kar pa zdaj gledamo, je pa laguna. Ledeniška laguna, ker včasih je bil dosem ledenik, pa se je pa začel umikati. Ko se topi. Kaj si rekel? Ledene skale plavajo po tej laguni. Zdaj se pa že cel dan vozila po jugu Islandije in sva rekla, zdaj pa moramo nekaj najti za spat. Zdaj sva videla eno tablo ob cesti. Tabla, pa je pa postelj narisan in pa zavidaš in greš vprašati. In pa ti reče 150 € in se obrneš. Tako 150 € je samo soba za prespat. In je pač malo veliko. Je fleten. Kaj pa zdaj potrubam? To je pa žena od Tora, od Boga. Še cifro smo dobili. Kjer boč. Hello, Anže here. Do you speak English? No, no rooms. Ok, thank you. Tora je rekla, da nimajo roomsov. O, ti hijena ti. In zdaj nov noč, a kaj? Noč naprej. Spet naprej vozi. Tam gor so neke lučke. Zgleda obetavno, a? Izredno. Izredno obetavno. Do you have any rooms available here? I don't know, like the cheapest one. Za vrlotka breli še po travka, raztopi. You can have the rest of the house is shared, but you're alone in the house, so there's no one. Aha, ok, great. Vse, kar so do zdaj vprašali, je bilo približno 150 €, pa kar so po internetu pobrskali, so bili tudi take. Ja, pod 100. Potem smo prišli tukaj en guest house, ki je tako v bistvu zelo domače narejen. V bistvu je tako, soba, ampak so sama od celi bajti. Ja, v bistvu se drugače deliš kuhno, skupne prostore. Konec je bilo 30 €. Kar je pa v bistvu že zelo pocen, sploh za Skandinavijo. Tudi čisto vidi se, da je lepe ploščice, pa imamo pa kar tam malo z epoksijem pokrit, na hiter. To res, kako dober.
Nimam Ampak imamo pa naklon, ne? Ja, nimam jaz časa zdaj še ene ploščice tam štukati. Malo epoksija, to dihta. Vse skupaj od kondenza se je malo fajhten ratel. Pa sva dala zdaj spalne vreče sušiti, tale se ne bo posušila prav dobro. Imam pa klele en krasen skupen prostor gor. Rekel, da gre lahko pogledat. Living room je rekel. Living room je rekel. V Islandiji verjamejo palčke, tako da to je glih za palčke narejen. Očitno res obstajajo. Bolano. Kako dobro. Razen vonja je kar prijetno, moram reči. Zdaj se usedeva malo. Paše. Je, fajn, ne? Anže je velik ljubitelj živali, ne? In kar naprej govori vstav, da vidim te konje in jih pol hecaš. Tako. In sem tako nam je rentala to bajtico, sem videl, da bomo posod konje in sem rekel, dejte gospa, no, da zajašem malo. In je rekla, južni konc, gremo jahat. Gremo jahat in zdaj letiva, kaj? Sam da telefon najdem. All the way in, Just like out here. Yeah, okay. And then you step up and can actually just grab here and then over. When I first saw her, a black cat crossed my trail. What are the Icelandic horses most famous for? Quite fat? Quite fat and small. I noticed the belly right away. So this is the only breed on Iceland, right? The only breed on Iceland, right? That's yeah, we can't. you can transport it from. Yeah. Because they have some sort of disease. She's my kind of woman. I need a soul. How was it? Great experience. Look, this is our owner. Are you alive? Yeah, great. Thank you. This is Lucifer. Lucifer mu je ime. Ja. Zanimivo ime. Če povzameva zdaj to v parih besedah. Nora, prijazni, prav vse so naredili tako, kot da bi jaz zdaj to plačal in sosedil na konja, dobil inštruktorja, CCC. Njom glih prav 10 minut, ne preveč, ne premalo, ker če bi plačal, pa bi hotel celo uro gor sedeti, čeprav ne bi več užival. Anže se je v tem cajtu že naučil islandski. To je pa drugač kljevski kuža. Zelo luška. Aha, voham, ja. Ja, kje pa še? Tingeli bebe. Ebeli bebe. Kirava, 2 dni sva spala kle v tem rumenem kanarčku. Sva pa imela srečo, da sem imela to hrane s sabo, ki je prva trgovina 60 km stran. Kva? Ja, tako da včeraj sem hotel iti kakšne priboljške kupiti, pa je rekla gospa tema. Mislim, razen če se vozil 1 uro. Ali kaj? Ali kaj? Pijo pa kle tako zelo, kakor tam v Južni Dakoti indijanci, take na pol trailer. Taka zelo zanimiva zadeva. Ja, ni glih Jože Plečnik, ne? Ali kaj? Jaz sem mislil naprej, da je tole nekaj betonskega, da je to nek tegeljc ali ne vem kva. Kva je to? Ne vem, kle te kosti od kitov ležijo, kaj da ni nič. Tam ima eno lobanjo, tam dol prehlevo je tudi en cel kit. Vse to je plavut od kita. Ja, kva. Kako je ogromen, kot dinozaur. Ja, sam vidim, da moš komu manjka njemu še hrbtenja. Ja, verjetno res. To je zdi kar manjši kit. Ja, manjši pa je, saj kakšni so oni 30 metrov dolgi, pa Ja. 80 ton. Pet tisoč, ne? 5000. Nisva še povedala, koliko stane benzin tukaj. No authorization. Ja, mi dva tankava dizel, ne? Tako Ja. da je 200 je enako 1,3. Pa ni bad. Ni spet toliko drago, ne? Kar v redu. Bomo še prišli. So pa ostale stvari drage, ka satan. Kaj satan? Kaj? Danes sva se odločila, da bova majčkam bolj na easy, pa sva šla pogledat Black Sand Beach. Zdaj pa jaz tukaj vidim, da se vozijo 4-kolesniki, pa bi jaz kar dol zapeljal. Kaj praviš? Ja, greva, ne, itak. Sam dej na pleškatu pržgi 4-kolesni pogon. Mislim na Renaultu.
Ne upam se iti kaj dol čez do morja, ker me je malo strah, da ne bo not ostala, ker se malo preveč ogreza, no. Že hodiš zelo težko. Noč sva obtičala, avto ne gre več ne naprej, ne nazaj. Zdaj sem pa srečala ene turiste, ki so se ponudili, da naj bojo ven potegne. Daj ti gurtno priprav. Potegnil me ven, kot za šalo. You're a lifesaver! Malo mi je neroden po en stran, ampak kaj ne naredim? Probal sem. But there was no sign that we shouldn't drive down there. No. Thank you so much. Nikjer ni bilo table, da ne smeš dol zapeljati. In tudi rekli so, da so neki predeli te plaže se lahko pelje z avtom, ampak glih tega, ki smo mi zbrala, pa nažalost ne. Ampak niso jim pa tudi veliko časa vzela, res je bilo 5 minut, pa smo bili v zonu. Tako v bistvu bil en tak majhen déjà vu, sam da ni bil črne barve in ne bele. Spet je lopata prav prišla. Toliko nam je bilo všeč tale črna plaža, da smo rekla, nujno moramo kle spat. Ko smo avto parkirala klele gor in se bova zbudila zjutraj s pogledom na morje. Kupec sva šla še ribe, tako da bova po mojem na plaži bom že nekaj spekel. Zelo veliko vprašanj sva dobila in tudi ti, ne? Tudi jaz. A vaju nič ne zebe, pa kako lahko spiva v zuni sredi oktobra na Islandiji. Ki je praktično minus, ne? V prejšnjih vlogih sem že omenil koncept overlanding šotorov, pa sem obljubil, da bom malo več pokazal. Je pa že tako zvrzeran v tem postavljanju šotora, da je rekel, da ga sestavil manj kot pol minute. Pol minute ne, minuti. No da vidimo, te bom štopil. Ajde. Dejva reči slaba minutka. Res je bilo manj kot minuto. Drugače pa prav ta šotor so nama dali pri Matsportu. Drugače oni primarno ukvarjajo s predelavo avtomobilov. Imajo tudi opcijo, če ga hočete sprobati, si ga lahko sposodite, da vidite, če je to za vas. Zdaj pomisel, ne, ti zvečer prideš, čevlje mokre, daš lepo klele v tole vrečko in jih imaš zjutraj takoj po rok. Ena od malenkosti, ne. Da ne omenjam, da imaš dolgo LED lučko, ki dela na powerbank, itak oken, imaš tudi komarnik gor. Pomisel, da se takole zbudiš, pa imaš tak razgled. Pa če bi rad zračil, imaš tukaj še en zračnik. Tev šotor je rainproof. Recimo, če se zjutraj nekje zbudiš, pa te en dobi, tukaj se pa ne sme taboriti. Se mi zdi še vedno tako malo ne tako uradna stvar, nekaj sem odprl, glih nekaj sem mogel pogledati. Če imaš ti šotor, zabit sklin je to zelo official, da si tam spal ilegalno. Intersport nama je priskrbel od McKinleya Kodiak spalne vreče, daj pokaž malo. V bistvu so to najbolj tople spalne vreče, ki jih ima McKinley kolekcija. Gre za zelo debelo zadevo. Sintetično polnilo. Se pravi, je po razpredelnici, comfort zone je -5 stopinj. Ekstrem je pa -12 stopinj. Pokaži zdaj te bombončke, ki jih ima. Bombončke. Klepr, naprimer, pri zadrgi, ki ti daš, zadrga je pač luknasta stvar. In od zadnji ima en takole klobaso. V bistvu ima dodatno izolacijo, da preprečuje vdor hladnega zraka. Tako. Najbolj pomembna stvar pri spalkah je pa, Pokaž. je pa okoli vrtu. In sicer, ker se ti noter to zadekaš, imaš klele ta koridor toplega zraka, ki gre ven. Ki ven uhaja. Ja. Če pa to zategneš, se pa tako okoli vrtu stisne, to si pa reguliraš, kakor ti najbolj paše, ampak bolj, ko stisneš, manj gre ven toplega zraka in sam sebe greješ v bistvu noter. Prav, zaprem sem noter v spalki, ne, lepo mi je, ampak mi je malo vroče. In zato, da mi ni treba od zgoraj odpirati, ne, Pokaž. od spodaj takole odprem in imam od spodaj en in dam nogico ven. In takole naredim. In veš, koliko je fajn to. Reguliraš. Noč ti ni vroče. Drugače je bilo pa en parkrat nama prav vroče klele na Islandiji, moram priznati.
Tole je pa največji slap v Evropi po volumnu pretečene vode, ne? Če ga pa primerjam z Niagarskimi, je pa tole 1/10, po mojem. Islandija slavi po tem, da je ne ena bolj varnih držav, ampak celo najbolj varna država zadnjih 12 let. Zadnjih 12 let, ja. Poleg vse te varnosti pa 100% oziroma večino vse elektrike dobi iz obnovljivih virov. 70% iz vode, se pravi jezi, hidroelektrarne, 30% pa neke take geotermalne. Se pravi, izkoristijo tudi vse te vrelce. Pa celo tako je, jaz sem slišal, da če pržgeš vročo vodo pod tušem, včasih ima ta vonj po žveplu, zato ker pač obnovljivi viri. Tudi toplo vodo, ja, v bistvu naravno to vodo črpajo in jo dajo v vodovod, tako da nič ne ogrevajo vode posebej. Tako ne, kadar nama GPS kaže do naslednje lokacije 4 ure, je pa nama to bolj 6-7, zato ker se skozi ustavljava, fotkava, snemava. Ampak to je del potovanja. V bistvu ful uživava, ker si lahko enega Dr. Peppersa odpreva, malo pomalcava. Super je. Glede na to, da je pa vse vulkanskega izvora, pa posod najdeš kakšen tak kamen. A veš, kaj je to? Lava. To je tiska pol malo gospe, da si lahko pete brusijo, veš, staro kožo. A ja, sem res. To lahko pol prineseva pa prodajeva. Ful. Biznis. Biznis, treba prodati. Go!